No, jaz moram seveda jasno in decidirano povedati v zvezi s tem, da jaz od lanskega leta, od junija 2007, nisem več v nikakršni koaliciji z gospodom Tislom. To pa zaradi tega, ker je bilo takrat obdobje, ko smo sprejeli oba proračuna za leti 2007 in 2008 in je prišel na naš izvršni odbor, takole dvignil roke in rekel, proračuna imamo za 2 leti mi ni treba nič delati. Takrat je bilo za mene konec. Kar se tiče konkretne zadeve, gre za stavbo na Ipavčevi 17, ki je bila obnovljena za 600 000 evrov z 8 pogodbami, od teh je 5 pogodb na praktično enak znesek, malenkost manj kot 96 000 evrov. Zato sem jaz tudi predlagal na odboru za proračun in občinsko premoženje, da nadzorni odbor pregleda poslovanje. Nadzorni odbor je imenoval 2 svoja člana, ki sta šla na občino, poudarjam pa, da je nadzorni odbor legalen in legitimni organ tega občinskega sveta. Pričakana sta bila kot nacionalna sovražnika. Kako so se zadeve naprej razpletale, bo pa mogoče kdo drug povedal. Jaz časa ne bom kratil. Uvod je povedal že gospod Polnar, odbor za finance in proračun na občini Šentjur, ki ga jaz vodim, je takrat po pregledu na mojo zahtevo aneksov k pogodbam za leto 2007 ugotovil to stanje, ki ga je podal gospod Polnar. Na to smo predlagali seveda, da po nadzorni odbor pregleda in po pregledu poročila še nismo dobili. Dobil sem sicer neformalno poročilo strani nadzornega odbora, uradno strani občine ga še nisem prejel in zavestno sem se odločil, da pred volitvami afer v Šentjurju ne bom sprožil, to pa zaradi tega ne, da se ne bi mediji naslanili nad takimi zadevami. Nadzorni odbor naj pogleda stvari, naj v primeru ugotovitve kakršnikoli kaznivih dejanj pokliče za to pristojne organe, to so policija in tožilstvo, in naj v tem primeru tudi reagira. Bomo pa zadevo nadaljevali takoj, ko se zaključijo te seanse volilne. Moram še povedati tudi to, da v bistvu ne sprožamo v Šentjurju afer zaradi samih afer, ampak zato, ker se dogaja, bom rekel, stvari, na katere mora politika opozoriti, politika pa ne sme biti hkrati tudi sodišče, ker imamo 3 veje oblasti v tej državi. Tudi jaz sem član odbora za proračun in mi je tematika dokaj dobro poznana. Strinjam se s kolegom Diacijem, dokler ne bo nekega poročila, ki bi argumentirano ugotavljal napake, tudi sam bi se držal tistega znanega rimskega prava, ki govori o svoje nedolžnosti, dokler pač se stvari ne dokažejo. In vem, da še zaenkrat v naši državi obstajajo pravni subjekti, ki bojo znali z tega potem potegniti tudi svoj zaključek. Ne bi sodil preden, dokler se zadeve ne prijedo. Zdaj bi bilo najboljše reči, tako kot je rekel, oziroma če bi citiral gospoda Poperkota, v interesu preiskave ne dajemo izjav, ne? Ampak to ne gre. Glejte, mi smo zelo pozno zvedli za to stvar in to na zadnji seji občinskega sveta, kar mislimo, da ni bilo prav. Glede na to, če so se te nepravilnosti pojavile tudi z odtujitvijo dokumentov, čeprav vemo, da kopije dokumentov obstajajo in da se lahko pridobijo, je pa to razlog, ki je pa zelo močen in pa moramo zastopiti tudi to, da imamo organe pregona, imamo organe, ki so dolžni raziskati to stvar. In mislim, da nadzorni odbor je bil prvi poklican, da je stopil v akcijo, da je to pripravil. Žal si je naredila ta afera pod narekovaji z odtujitvijo dokumentov in da so potem organi pregona vzeli to v svoje roke. Jaz mislim, da če je pravica tu, potem se mora to razčistiti in se mora potem tudi tisti, ki so to stvar zakuhali, potem tudi primerno kaznovati. Žalost je
mislim, da kar pretežni Sloveniji zelo dosti podobnih primerov. In mislim, da tu je pač mestni svet ta, ki je dolžan čim prej ugotoviti in raziskati celo stvar, ne glede na to, ali volitve so, ali volitve niso. Tu je davkoplačevalski denar, tu so neke povezave, na osnovi katerih bi se dal, se mi zdi zelo na lahko nekje in dokazati in ugotoviti, kam je šel ta denar, kdo ga je porabil, in mislim, da to ni nek tak velik problem, če bi se pač ljudje, ki so plačani za to, v tem primeru tudi mestni svetniki in vsi malo bolj poredili, malo bolj skrbeli za svoje občine in župane in karkoli pač. To, če nismo reagirali, še pomeni, da ne bomo. Naš občinski odbor je res nov, obstoje šele 3 mesece, tako da bo v bodoče. Je pa res, da ne poznamo tega od znotraj, samo zunaj preko medijev, tako tudi sama tega ne poznam drugače kot preko medijev. In tu v medijih občinskih in mislim, na državni ravni je bil izražen dvom v ravnanje občine pri samim razpisnih pogojih in kasneje tudi ravnanje občinskih organov in na koncu celo dvom v ravnanje občinskega sveta. Ker mislim, da je župan odgovoren za ravnanje enih in drugih in da je zainteresiran za to, da se opere dvom tudi z njega in z njegovih ljudi, bi bilo prav, da bi to sam pojasnil oziroma da bi hitreje ukrepal in da bi danes že vedeli, zakaj se gre. Žal gre to počasi ali pa bo šlo po zaboj po preprogo, tak kot marsikaj drugega. Stališče Desusa in mene je lahko samo skladno z zakonodajo, ki je tukaj jasna. Namreč, če gre za kakršnokoli sumljivo dejavnost, kakor tudi tu kaže, da gre, potem je treba, da v stvar posežijo organi pregona, da se dosledno kazensko pravo tu upošteva, kajti dejstvo je, da se pač najbrž ve, komu je v interesu, da ta dokumentacija izgine in zakaj. In to je treba raziskati. No, na taka vprašanja načelno ni hudo odgovarjati. Kot so pa kolegi prvi 4, ki so v svetu bolj, mislim, z informacijami pač podkrepljeni kot mi, novinci v politiki, če tako rečemo, ja, potem to pomeni, da jim ta vir informacij lahko daje kvalitetnejšo diskusijo na taka vprašanja kot pa nam.